Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bi pa rada govorila o vitaminih. Zakaj? Včeraj sem bila na enem predavanju in ena gospa je bila prav zanimiva. Enostavno se je odločila, da nas bo vse prepričala, da ni pametno jesti nobenih prehranskih dopolnil. Verjamem, da mnogi od vas imate enako prepričanje, da tako ali tako dobimo vse s hrano. Po drugi strani so pa ljudje, ki pa v strahu pred tem, da bojo zboleli, požrejo vse, kar slišijo, da je dober, kar pomislijo, da je dober, kar vidijo reklamo, da je dober, kar dejstvo je, da je boljš malo več, kar pa malo premalo za vsak slučaj. In dejstvo je, da moje mnenje je, da ni ne eno, ne drugo pametno, ampak da je pametno pod prvo uporabljati majčkeno zdrave pameti, majčkeno svoje presoje, ampak nekaj osnovnega znanja pa mislim, da potrebuje vsak, da lahko v vsej tej množici najde pravo rešitev za sebe. Tukaj ne govorim, da propagiram svoja prehranska dopolnila, ampak govorim o tem, da ne glede na to, kje jih kupujete, morate imeti neko znanje. In če nimate znanja, vam dejansko lahko prodajo čisto vse. No, zdaj pa pogledamo, kaj bi človek tisto osnovno, kaj bi bilo pametno uporabljati. Prva zadeva, kar je najbolj pomembno ali pa temelj zdravja, je v črevesju. Se pravi, dobre probiotične bakterije s ciljno dostavo do črevesja je pametno vse vsake toliko časa dodati, da se obnovi mikroflora, ker dejstvo je, da v današnjem svetu nevede zaužijemo tudi antibiotike. Pa pomislite, pa saj antibiotikov ni, ali pa so, lahko se nahajajo v mleku, lahko se nahajajo v mesu. Dejstvo pa je, da tudi tisti, ki ne jeste niti mleka, niti mesa, lahko, zdaj tukaj ne govorimo o antibiotikih, ampak sredstva proti plesnenju, ki so po vseh žitih lahko prisotna, pa ravno tako uničujejo črevesno mikrofloro. Naslednja zadeva pa, sploh če pridete pa do tega, da ste na antibiotikih, takrat pa nujno potrebujete še probiotike. Zdaj pa kaj izbrati spet v poplavi vsega? Prva zadeva, ko zbirate, mora imeti ciljno dostavo do črevesja. Če ni ciljne dostave do črevesja, te dobre probiotične bakterije pridejo do želodca. V želodcu želodčna kislina je močna in dobesedno jih razžre. Zato je pomembno ciljno dostavo do črevesja, tam se začnejo sproščati. In druga zadeva, kar pa potrebujejo probiotične bakterije, so pa, kar slišite, mogoče prebiotiki. Prebiotiki iz zelenjava. Tako da prebiotikov ni nujno, da jih dodajate, zato ker jih zelenjavo jeste. Sadje jeste. No in prav vlaknine so hrana za te dobre bakterije. Zdaj, kdor pa ne je niti sadja, niti zelenjave, nobenih vlaknin, ta bi pa dejansko mogel dodati še prebiotike. No, to je zdaj prva zadeva. Mikroflora odloča o našem imunskem sistemu. 70% imunskega sistema je dejansko tik pod sluznico črevesja in če imate dovolj probiotičnih bakterij, pomeni, da bo tudi vaš imunski sistem močan in s tem tudi vi se boste dobro počutili. Naslednja zadeva, tudi samo razstrupljanje gre normalno in tudi če imate razne težave z ali napihnjenostjo, kandida, vse to z dobrimi probiotiki se močno zmanjša. No, to je prva zadeva. Naslednja zadeva, kar je pametno dodati, je pa dober spektar vitaminov in mineralov. Se pravi, neko multivitaminsko dopolnilo, kjer so noter vsi B vitamini, ampak pozor! Glejte, kolikrat mi rečejo stranke, ja, veš, se jaz jemljem vitamin B12. Ampak vitamin B12 se veže s kalcijem. Se pravi, ti rabiš tudi kalcij, da pride do vezave. In če ni kalcija, ni vezave, ta B vitamin lepo steče skozi. No, zdaj pa naslednjo. Ali je možno, da se od B vitamina zredite? Tudi to je bilo eno vprašanje v zadnjih dneh. Je možno. Če uživate umetni B vitamin, se boste skoraj zagotovo zredili. Če pa jemljete dodatek prehranskega dopolnila B vitamina, boste shujšali. Tako da v glavnem, to je lahko eden od pokazateljev. Zdaj pa kako pa veste, kaj je sploh umetno, kaj pa naravno? Najbolj enostavno je tako, da vzamete prehransko dopolnilo
in pogledate, ker če ima vse vitamine in minerale, greste pogledati samo pri E-vitaminu. Se pravi, A, D, E vitamin in tukaj mora pisati E-vitamin, dajte, samo to poslušajte, mora pisati D-alfa-tokoferol. Če pa piše DL-alfa-tokoferol, je pa umeten. Kako si boste to zapolnili, oziroma kako sem si jaz zapolnila? Glejte, moji otroci, par let nazaj je bilo to, ker je bilo tako loser, loser, loser in to pomeni slabo. In se aha, ok, če je L, loser, pomeni je slabo. In vsi vitamini, ki imajo gor DL-alfa-tokoferol, se pravi, to je oznaka za E-vitamin, umetni E-vitamin, ne uživajte takih prehranskih dopolnil. Čeprav piše naravno, ampak gledajte, na žalost je zakonodaja taka, da lahko nekdo oglašuje kot naravna prehranska dopolnila, če vsebujejo 4% naravnih sestavin. Si lahko to predstavljate? Pojdimo majčkeno zdaj še na eno stvar. Ko gledate A-vitamin na prehranskem dopolnilu. Umetni A-vitamin, to je bilo tudi eno od zadnjih vprašanj, beta-karoten povzroča raka. Je res, če je umetni? In vem, da o tem sem že govorila. To je umetna rdeča barva. Umetna rdeča barva, živilska barva povzroča raka. In to je zdaj že dokazano. Medtem ko karotenoidi, izvlečki iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, pa dvigajo imunski sistem in, zdaj to je sicer zdravstvena trditev, ampak raziskave so pokazale, to nisem se niti jaz zmislila, dejstvo je, da stimulira imunski sistem in deluje. Zdaj naprej si pa sami predstavljajte, na kaj ne smem naprej razlagati. In ravno tako je pri vseh teh naravnih izvlečkih iz borovnic, brusnic, iz brokolija, iz cvetače, to vse naravno je dobro, ampak če je pa umetno, spet ni dobro. Kje dobite podatek? Piše gor, veste, sam piše pa ponavadi tako namečkan, da navaden človek tega ne zna prebrati. Bodite pozorni samo na E-vitamin in E-vitamin, če je umetni, se pravi, če ta L je sigurno to vse umetno. Enkrat nam nikdar pozabila, sem bila pri eni gospe, poklicala me je, v bistvu sem prišla na svetovanje, kaj bi ona mogla jesti, ker je imela 1001 težavo. Je rekla, jaz vitaminov ne rabim, jaz imam vse. In sem rekla, če mi lahko pokaže. In seveda sem šla zgledati za tale E-vitamin in je bila oznaka L. Sem rekla, lejte, gospa, jaz pod prvo bi nehala to jesti, kar vi jeste, ker to so umetni vitamini. Ja, in sem rekla, vse vaš zdravje, se ni moj. Ampak jaz prvo stvar bi dala to stran in bi si poiskala naraven vir vitaminov. No in je to res naredila. In naj vas povabim pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com, lahko najdete naravna prehranska dopolnila in jaz to tudi verjamem. Zdaj pa prav naslednja zadeva, ki pa spet pomembna. Nekdo, ki ima slabo kri, to ste verjetno že slišali, da je pomemben C-vitamin za vezavo železa. In tudi nekdo, ki ima slabo kri, gre k zdravniku, dobi železove tablete in je pametno, da poišče naraven C-vitamin. Umetni C-vitamin ni tako grozno slab, zato ker ga delček tudi telo samo, ga izkoristi. Askorbinska kislina se da narediti v laboratoriju. Po drugi strani pa pogledajte na deklaracijo, če piše, iz česa je narejena ta askorbinska kislina. In mora pisati vir, se pravi, je to pomaranča. Najboljši vir je ameriška češnja acerola. Tudi šipek je zelo dober vir naravnega C-vitamina in se ga da dobro uporabljati tudi kot prehransko dopolnilo šipka in ameriške češnje acerole. No in v glavnem, C-vitamin, da pride do izkoristka, najboljšega je pametno, da uživate s postopnim izločanjem. Zdaj se pa pojavil liposomski C-vitamin. Zdaj, jaz nam rekla, da sem raziskala, ampak eno vprašanje, ki ga pa meni tudi že stranka me je vprašala, a bi jaz uporabljala liposomski C-vitamin. Moj odgovor je ne. Zakaj? Vam razložim po kmečko. Liposom je maščoba, v katero je zapakiran C-vitamin. Se pravi, v bistvu obloga okrog.
In naše celice na te liposome se odpirajo. Se pravi, ko pride na vrata, celična vrata liposom, se celična vrata odprejo. Ampak dejstvo pa je, da celica ima sama dovolj modrosti, da pove, kaj potrebuje. In vzame, kaj potrebuje. In vzame, kar potrebuje. Liposom je pa tako kot trojanski konj. Dejansko je zapakiran C-vitamin in vdre v celico, pride v celico, pa ni nujno, da ga celica tako velike količine potrebuje. Tako da v bistvu s tem se zmede delovanje celice, tako da je sama pač ne bi uporabljala tega, vi pa sami odločajte. No in prav ta gospa, če se vrnem na začetek zgodbe, je rekla, veste, moja prijateljica je požrla vse, kar je bilo možen in na koncu sem prepričana, da njen mož je možno, da je umrl tudi zaradi tega, ker je vse živo pokupila, kar je samo spominjal na zdravje. Ja, to je pa zdaj druga zadeva, ne, kar pa ni pameten. Pametno je res uporabljati probiotike, neko multivitaminsko dopolnilo, pametno je uporabljati nek antioksidant, se pravi ali C-vitamin, ali E-vitamin, ki ni oznaka L, ampak je samo D-alfa-tokoferol, ali pa karotenoide, ki so pa še najmočnejši antioksidant. Se pravi, nekaj od antioksidantov, pametno je uživati omega-3. Zdaj pa spet pri omegi-3 je spet poplava 1001 zadeva. No in pri omegi-3 je pomembno, če je omega-3 narejena iz rib, se pravi losos, skuše in čuni, tuna, lejte, tuna je najbolj problematična, ker je obremenjena živim srebrom. In ja, seveda po drugi strani je pa polna omega-3 maščobne kisline in tudi morski pes. In zato je tako pomembno, če je vir omega-3 iz rib, mora biti poseben postopek čiščenja težkih kovin označen, zato da vi veste, da če uživate omega-3 kot prehransko dopolnilo, ki je pač potrebna za obnovo možganov, za sklepe, za celično presnovo, za proti vnetjem na celični bazi, za 1001 zadevo deluje omega-3 in v tem primeru, lejte, če uživate nekaj, kar je obremenjeno živim srebrom, kaj se zgodi? Ja, dejstvo je, da nič dobrega. Povzročite dejansko propadanje možganov, obremenite se s težkimi kovinami, ja, pa možgani ne delujejo dobro, hormoni ne delujejo dobro in nenazadnje težke kovine povzročajo tudi težke bolezni. Kar pa spet, veste, smo spet v začaranem krogu. In zato pravim, da je tako pomembno, bodite tečni glede tega. A je postopek čiščenja, a so noter vsi vitamini pa minerali. Zdaj pa, če pomislim, kaj bi bilo še pameten. Pametno je še uživati kalcij, magnezij pa D3 vitamin. Zdaj lahko dobite kombinacijo kalcij, magnezij in D3 vitamin, lahko pa vsakega posebej. Pomembna je spet vezava. Kalcija mora biti 2-krat več kot magnezija. Se pravi, če imate 1000 mg kalcija, mora biti 500 mg magnezija, da pride do vezave. Da je boljša vezava, je pametno, da je še D3 vitamin zraven in C-vitamin. C-vitamin pa pomaga pri tem, da se kalcij pravilno ionizira, to je spet en izraz, se pravi v želodcu, da se pravilno razgradi na manjše delce, da se vam ne nalaga na kosti kot obloga, ampak da gre v kosti, da ga nekaj po krvi kroži, ki je potrebno, pač nekaj kalcija potrebuje ves čas kri in kalcij potrebujemo tako vsaki celici za razstrupljanje. Tako da zdaj, če pogledamo, cela znanost je ratala iz vsega. Če ima kdo vprašanje, naj me logično vpraša. Z veseljem vam bom odgovorila. Nam rekla, da poznam 1001 firmo, ampak znam pa brati deklaracije. Vem, kaj je dobro in zdaj še eno stvar, kar je pametno. Pametno je začeti uživati silicijev gel in to pa za vse tiste, ki imate težave z zastajanjem vode v telesu, s tihimi vneti, vnete dlesni, vnete sklepe, tako da v tem primeru pa še silicij. No in zdaj še eno zadevo, kar pa jaz sama tudi uporabljam. Jaz sama uporabljam beljakovinske šejke, pol vrečke na dan in to zaradi tega, ker vpliva na lepo kožo. Zato, ker so beljakovine
Aminokisline, ki so razgrajene beljakovine, delujejo na lepo kožo, na obnovo, na rastni hormon, delujejo na to, da se odvečne maščobe topijo in delujejo na to, da se v bistvu res dobro počutim v svoji koži. Tako da res, da zaužijem precej beljakovin, vem, da zaužijem tudi precej zelenjave, ampak po drugi strani šejk ima pa noter vsega pomal, v glavnem, ker te beljakovine je spet tukaj, a ne. Izolirane beljakovine, ki jih dobite, recimo ta športna prehrana, so samo določene aminokisline, ki delujejo na prirast mišične mase. Ampak mi pa potrebujemo vsakega pomal, 22 aminokislin potrebujemo, da naše telo lahko izdeluje vse te hormone, obnovo in vse ostalo. Zato je tako pomembno, da mi razumemo, kako deluje naše telo. Tako da v glavnem naredite, sprašujte, berite deklaracije in boste videli, na ta način boste podprli svoje zdravje in boste obrežili svoje telo. Tako da naredite tako za sebe, kar radi in se cenite.